Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica in naše redne tedenske informativne oddaje Bistriški tednik. Tudi tokrat smo pripravili kar nekaj zanimivih prispevkov, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Novinarska konferenca pred jesenskimi prireditvami. Parada učenja 2020. 40 let delovanja Okteta Planika. Dan 670. logističnega polka. Keramična razstava v CDUO Slovenska Bistrica. Pred dnevi so za stanovalca doma dr. Jožeta Potrča Poljčane iz enote Slovenska Bistrica prepeljali v UKC Maribor zaradi njegove primarne bolezni. Žal se je zgodilo, da se je v bolnišnici okužil s COVID-19. Ker ne kaže znakov bolezni, ga želijo iz UKC Maribor prepeljati nazaj v Slovenjebistriško enoto doma starejših. To pa je za dom nesprejemljivo, saj bi povzročilo velike organizacijske težave. Zato si prizadevajo, da njihov varovanec ostane v bolnišnici. Več o tem je povedal Miroslav Kolenko, predsednik sveta stanovalcev doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Moram reči, da stanovalce je to dejansko izjemno presenetilo. Zakaj? Seveda se bojimo, da bi se okužba prišla v dom. Moram reči, da mi smo se izjemno disciplinirano obnašali skozi vso to obdobje COVID-a in seveda zdaj je to dejansko presenečenje, ki vemo, da če nekdo pride za tem vsem, kljub vsem ukrepom, in kljub vsemu temu, da pravzaprav imamo takoj velike kadrovske probleme. Poglejte človeka, ki bi ga naj vrnili. On je invalid, brez ene noge. Ta človek seveda rabi ne samo, da pravzaprav 24 ur rabi neko nego in znači mi moramo pravzaprav 3 ljudi angažirati, da bodo samo njega negovali ob vsem tej kadrovski suši, ki jo v domovih imamo. Moram reči, da mi smo se danes skušali z bolnico dogovarjati. Moram reči, da smo sicer dobili kar korektne odzive, ampak oni so izgleda tudi po svojih protokolih pravzaprav skoraj da obvezni, da tistega, ki ne kaže neke resnejše znake okužbe, da ga je pravzaprav vrnejo pač v domače okolje. Seveda domače okolje je za nekoga, če je doma individualno v nekem stanovanju, je to lažje. Tu pa prihaja človek v dom. In seveda to pomeni pravzaprav en problem, ki ga je skoraj da nerešljiv. Mi sicer imamo predvideno neko rdečo cono, ampak ta rdeča cona je seveda za enih par ljudi, ampak kadrovsko pa seveda to pomeni grozljiv problem. In seveda na ta način strani stanovalcev so seveda komentarji, kako se lahko to sploh zgodi. Ne razumemo tega, da recimo so ti državni protokoli zdravstveni taki, da ti vrnejo nazaj v neko problematično okolje, ker so ljudje seveda, ki lahko zbolevajo zelo hitro, da te ga vrnejo nazaj in seveda s tem se razkira ena resnejša okužba pri 125 ljudeh, ki bivajo v tej enoti v Slovenski Bistrici. Z problematiko je vodstvo doma seznanilo tudi ministrstvo. Zdaj oni, odgovor je bil sledeči. Doma ni potrebno zapreti, to je zdaj ukrep, ampak vse ostalo pa pravzaprav v tem, da pa vsega ostalega v tem času po prvem valu epidemije praktično skoraj da ne rešujemo. Nič ni okoli teh kadrovskih okrepitev in tako naprej. Skratka, vse to ostaja, češ, zdaj smo nekaj naredili, bo že nekak, ampak vidite, kakšna je epidemiološka slika Slovenije, tudi okolja, Maribora recimo, da seveda lahko računamo na to, da se bo kaj hujšega zgodilo, ni pa na drugi strani se pa zdravstveni sistem in zdravstveno ministrstvo ni adekvatno odzvalo na to. Mi sicer lahko te peticije pišemo, mi smo že to pisali svoj čas, da se ne strinjamo z takimi, da je težko organizirati rdeče cone in da je treba ljudi, ki so
recimo okuženih je treba umikati iz tega okolja, ne. Vse to so seveda je znano, to smo nešteto razprav okoli tega imeli, pa tudi pozivov, da naj se vendarle to ureja, ampak žal, poglejte, zdaj smo v tej situaciji, da res se nam lahko zgodi. Upamo, da bo bolnišnica uvidela, da je to pravzaprav jutri lahko za njih večji zdravstveni problem, kot je pa tega človeka danes obdržati. On nima znakov nekih težjih simptomov te bolezni, ne. Človek se je okužil v bolnici, ne pri nas. Vsi ljudje okoli njega so bili testirani, vsi testi so negativni. Znači, tu ni na naša krivda, da se je to zgodilo. In zdaj upajmo, da nas bojo razumeli in da v tem smislu bojo človeka zadržali še naprej, pač tam, dokler ne bo test pokazal, da je negativen, takrat pa seveda se bo vrnil nazaj. Rit Slovenska Bistrica je v četrtek, 3. septembra na dvorišču Cukar kuhne pripravil tradicionalno novinarsko konferenco. Na njej so številni predstavniki javnih zavodov in društev predstavili dogodke in prireditve, ki bodo potekale v prihodnjih mesecih. Tomaž Repnik, vršilec dolžnosti direktorja Rit Slovenska Bistrica, je povedal tudi nekaj več o novostih, ki so jih na centru pripravili v zadnjem obdobju. V obdobju že omenjene korona krize je bila ena izmed prioritetnih dejavnosti razvojno-informacijskega centra seveda informiranje. Po eni strani je tu šlo za promocijo lokalne oskrbe na način, da smo promovirali, kje pri lokalnih pridelovalcih je bilo mogoče kupovati lokalne pridelke tudi v času, ko so bile razmere v trgovinah nekoliko negotove. Po drugi strani smo informirali tudi o sedaj bolj aktualni temi, kar se tiče koriščenja turističnih bonov oziroma voucherjev, kjer lahko poudarim, da Slovenska Bistrica na nivoju celotne Slovenije zaseda, po mojem mnenju, zelo dobro 41. mesto po koriščenju bonov. V občini Slovenska Bistrica je bilo koriščenih nekaj čez 2000 bonov v skupni vrednosti več kot 200 000 evrov, kar nas uvršča zelo visoko in tudi pred renomirana imena in renomirane kraje z področja turizma. Naslednja zadeva, kateri še niste opazili, v Slovenski Bistrici na javnih površinah v mestu Slovenska Bistrica se izgrajuje omrežje Wi-Fi for EU, Wi-Fi 4 EU. Gre za pobudo Evropske komisije, ki je občini Slovenska Bistrica omogočila črpanje finančnih sredstev za postavitev tega omrežja. Omrežje, kot rečeno, se trenutno izgrajuje, trenutno še deluje v testnem delovanju, na kar vas ob sami prijavi omrežje tudi obvesti. V kratkem pričakujemo, da bodo vse točke izgrajene in, kot rečeno, na javnih mestih bo omogočen brezplačni Wi-Fi dostop. Linija, na kateri so te točke postavljene, teče vse od avtobusne postaje preko občine, Trga Svobode, pa potem tu od Kruzeja mimo športnega parka in tudi kopališče je letos že bilo s tem signalom pokrito. Se pravi, Wi-Fi for EU je tisto omrežje, ki bo ta internetni signal ponujalo. Nadalje k temu pa še vedno tečejo tudi aktivnosti spodbujanja socialnega podjetništva in zadružništva, izvaja se še vedno projekt Sociolab, tako da še enkrat pozivam vse tiste že obstoječe iniciative oziroma potencialne interesente, ki bi jih karkoli na to temo zanimalo, ki se zanimajo za identifikacijo oziroma reševanje nekih družbenih problemov, da nas obiščejo, da se skupaj lotimo tega njihovega izziva oziroma reševanja družbenih problemov. Bodi si kot socialno podjetje, bodi si kot zadruge. Potem smo pri naslednji točki prej že malo napovedanih odpovedi. Kot je že bilo sporočeno, letos žal glede na celotne razmere podob bistriških domačij ne bo.
Šlo je za kar dolgo tehtanje in odločanje in tehtanje pozitivnih in morebitnih riskantnih plati organizacije tega dogodka. Na koncu je bila sprejeta odločitev, da bomo podobe letos izpustili in jih seveda izvajali naprej prihodnje leto. Gre za to, da je bilo zraven samih že znanih, že obstoječih dogodkov, ki v okviru podob potekajo, letos predvidenih še nekaj novih. Razmišljalo oziroma konceptu je bila letos tudi izvedba prve bistriške odprte kuhinje, ampak kot rečeno, v obstoječih epidemioloških razmerah smo se na koncu odločili, da letos teh dogodkov ne bo. Potem pa, kaj še preostane, o drugih dogodkih, kot smo rekli, bojo zadeve pokrili sodelavci. Mogoče še eno vprašanje, pričakovano mogoče, pa da še to zadevo odpremo, kar se tiče mestnih koles. Z veseljem jih pričakujemo, se je pa tudi tukaj zgodila že prej omenjena zadeva, ki se začne z korona in nadaljuje z kriza. Po prvih informacijah, ki smo jih takoj po ponovnem zagonu po tej krizi prejeli, je bilo nekako planirano, da bodo kolesa polno funkcionalna že v letošnji jeseni. Zaenkrat kolesa, opazili ste jih že lahko po mestu, to ne pomeni, da so že v kakšni uporabi delni oziroma kaj podobnega, gre samo za testiranje obstoječih koles. Dokler vsa kolesa ne bodo polno funkcionalna, v popolni opremi in dokler ne bodo tudi izvedeni vsi postopki pravni, ki jih je potrebno predhodno pripraviti, da se ta kolesa dejansko vedejo v promet, tako dolgo tega sistema v Slovenski Bistrici žal ne bo. Ljudska univerza Slovenska Bistrica je v sredo 9. septembra izvedla prireditev Parada učenja 2020, ki pa je bila zaradi novega koronavirusa precej drugačna kot v prejšnjih letih. Na 11 točkah v mestu so pripravili 16 različnih predstavitev in zabeležili 292 obiskovalcev. Tradicionalno prireditev je za Studio Bistrica predstavila magistra Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Ja, ne gre drugače kot drugače, ampak sicer to stalnica v našem poklicu v izobraževanju odraslih, da se vedno znova prilagajamo željam, potrebam ljudi in pa okoliščinam, ki nas vodijo. In letos smo ravno obratno kot običajno. Včasih smo si želeli zelo veliko ljudi, tam 1500-1700 jih je obiskalo našo parado, no tokrat pa smo razbili parado na 11 točk in se mi premikamo med posameznimi točkami, tako da na točki ni preveč ljudi, pravzaprav se tako lahko posvetimo vsakemu posebej. Res pa je, da živimo v časih, ki so digitalizirani in ni težko v živo oddajati, spremljati dogajanja po socialnih omrežjih. Smo pa na nek način veseli, ker bo nastalo tudi zelo veliko video gradiva, ki ga bomo lahko uporabljali tudi še kasneje. Kaj vse se torej dogaja na teh 11 točkah? Ja, začeli smo v industrijski coni pri podjetju Aluminium KTMI z kompetencami za odrasle. Podjetje je bilo nagrajeno za svoj odnos do izobraževanja in učenja. Postavili so tudi električno polnilnico, kjer so njihovi zaposleni povedali, kakšne so prednosti tega, da si lahko, ko si v službi, napolniš avto in se potem zeleno, ekološko, brez emisij vrneš nazaj domov. Pa ustavili smo se pri knjižnici. Absolutno največ seveda je bilo ljudi pri Centru za starejše Metulj. Tam smo predstavili njihovo novo knjigo, si ogledali razstavo njihovih izdelkov, zapeli so nam, nas pogostili. Namreč izobraževanje starejših odraslih je izjemno pomembno, saj se zelo povečuje število tistih, ki so starejši od 55 let in bodo še dolgo z nami. In dobro je, da so čim bolj zdravi, poučeni, izobraženi, taki živijo tudi dlje in kvalitetneje. Seveda mimo knjižnice nismo šli, je mesec skupnega branja. Predstavili so nam njihovo bralno značko za odrasle, pa njihove projekte in publikacije. In še vedno vse do 17. ure vas tam čaka lov razkošem, v katerem najdete zanimive knjige po res simbolnih cenah. Pri Ricu oziroma Ticu so nam predstavili vse njihove programe, pokusili smo tudi odlična jabolka iz spletne tržnice in danes je sreda, je dan za naročilo in v petek so lahko lokalno pridelani izdelki že pri vas, če še danes kliknete na računalnik. Pri podjetju Implera oziroma Elevat smo si ogledali električna kolesa, ki čakajo na zagon sistema izposoje, in pri cvetličarni Tinka, pri naši mestni floristki, smo izžrebali nagrajenca naše nagradne igre za ta čudovit šopek, ki pa je seveda kako drugače kot v barvah našega TV-uja z belimi marjeticami. No, ta trenutek smo pri naši bazi, lahko rečemo, na Ljudski univerzi, kjer je ves dan postavljena informacijska stojnica, tako da lahko dobite vse informacije o možnosti za izobraževanje v našem mestu. V prvem nadstropju pa je tudi razstava izdelkov študijskih krožkov, stare igrače, vezenine,
Skratka, vse tisto, kar so krožkarice ustvarjale celo šolsko leto. Selimo se še v Grajski park. Zdaj ob 12. bomo brali na dekici in izbirali najljubšo knjigo, pa potem ob 4 še enkrat. Takrat bomo predvsem odrasle spraševali, kaj je tisto, kaj radi berejo, in nastal bo seznam priljubljenih knjig. Vsi pa ob 16. uri lahko tudi gledate predstavitev delavnice hitrega branja po metodi Power Reading. Zdravstveni dom že vse od jutra izvaja promocijske delavnice v parku in parado zaključujemo ob 18. uri pri Bistriškem bazenu oziroma športnem parku, saj tam ni samo bazen, pač pa tudi park za razgibavanje in trening in pa skate park. Tako da lahko nas še poiščete na katerih od točk. Kako pa ste sicer na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica prilagodili delo zaradi teh razmer, zaradi novega koronavirusa? Mi smo že zelo hitro meseca maja vzpostavili nek drugačen način delovanja, s katerim želimo zaščititi tako zaposlene, kakor tudi naše uporabnike. In z veseljem lahko rečemo, čeprav se to čudno sliši, da se nam je okužba že zgodila, pa hkrati se ni prenesla na ostale udeležence, kar je za nas samo potrditev, da vse, kar počnemo, je dobro. Upoštevamo vsa navodila in priporočila, pri tem uporabimo še zdravo kmečko pamet, rečemo mi temu, zato ker naša hiša je kakršna je, hodniki so ozki, torej tam uporabljamo maske, veliko razkužujemo, še veliko več pozornosti posvečamo higieni. Pravzaprav smo take ukrepe imeli že vsako leto po zimi, ko je bila na delu gripa, samo da se jih zdaj še malo bolj skrbno držimo in to seveda pričakujemo tudi od naših obiskovalcev. Oktet Planika letos praznuje 40. obletnico delovanja. Častitljiv jubilej bodo obeležili s koncertom, ki bo v četrtek 24. septembra v Bistriškem gradu. Več o delovanju Okteta in pripravah na koncert je povedal Ignec Pančič, ustanovitelj in umetniški vodja Okteta Planika. Ideja za začetek Okteta je nekje sega tam v leto 1979. Namreč jaz sem še služil vojaški rok v bivši JNA v Ljubljani in tam sem imel tudi en oktet, s katerim smo tudi 79. leta peli še takratno maršalo Tito in seveda ta informacija je prišla tudi v Bistrico na štab TO, v katerega sem bil tudi potem razvrščen kot rezervni oficir. In 80. leta smo na enih orožnih vajah se tudi par pevcev dobili, zapeli, ko je bilo konec vaj in ljudje, ki so bili na štabu teritorialne v Slovenski Bistrici, so dali idejo, da bi začeli redno delati in se tako začelo. Se spominjate prvega koncerta, kje je bilo in kakšen je bil odziv občinstva? Ja, prvi koncert se dobro spomnim, je bil na Keblu v osnovni šoli. Bilo je to v jeseni leta 80, zdaj kaj je bila neka prireditev, vem, da je bilo ogromno vojske, če bi tako rekel, teh oficirjev, mislim, da je bil to, ali je bil to takrat praznik JNA ali nekaj takšnega moglo biti. V vseh teh 40 letih ste nastopali na številnih koncertih, tudi samostojnih in seveda tudi v tujini, med drugim tudi za zamejske Slovence v ZDA in Kanadi. Kaj vam je nekako najbolj ostalo v spominu? Se morda spominjate kakšne zanimive zgodbe z vseh teh gostovanj? V teh zgodb, če bi rekel, izza odarja, tega je bilo kar precej. Mogoče bi izpostavili dve stvari, te dogodivščine, ko smo po Ameriki oziroma po Kanadi potovali, smo imeli v najemu dva velika avtodoma in tu se je marsikaj dogajalo, ker smo bili zadolženi, eni so bili kuharji, eni so bili ekonomi, eni so bili šoferji, eni pa deklice za vse in tu se je v 10 dneh marsikaj zanimivega dogajalo. Koliko pevcev se je že zamenjalo v vseh teh letih? Ja, po naših zapiskih so dokaj dobri, tudi vodimo 40 let že kroniko, od prvih koncertov do današnjih, se je vseh pevcev zamenjalo 32. Za svoje delovanje ste prejeli tudi številne nagrade in priznanja, na katere ste še posebej ponosni. Ja, teh je bilo kar nekaj, bi pa mogoče dva priznanja oziroma nagrade izpostavil. To je vsekakor listina občine Slovenska Bistrica, katero smo prejeli pred 15 leti že. Potem pa mogoče bi izpostavil še tretjo nagrado mednarodnega petja v Pragi. Tam je bilo kar serija sveta, velika konkurenca.
In mislim, da tako malo število, kot smo mi, oktet, 8 fantov proti 50 več številčnim zborom, da smo kar lep rezultat dosegli. Obletnico boste obeležili s koncertom tukaj na dvorišču Bistriškega gradu 24. septembra. Kakšen bo okvirni program prireditve? Ja, koncert smo pripravili v dveh sklopih. V prvem delu bo a capella, se pravi oktet sam bo predstavil 10 skladb, ki so bile najpogosteje na naših koncertnih listih oziroma na odru, katere smo prepevali v teh 40 letih. V drugem delu pa bomo skupaj z našim bistriškim big bandom se spomnili znanih zmagovalnih melodij oziroma največjih uspešnic popevke Veseli jeseni, ki so zelo lepe skladbe, lahko rečemo, največ pravi evergreeni. Sicer pa bo organizacija koncerta zaradi COVID-19 nekoliko drugačna kot ponavadi. Ja, vsekakor se moramo tej situaciji prilagajati, tudi prilagodili smo se. Koncert bo na zunanjem dvorišču gradu Slovenski Bistrici. Dobili smo od NIJZ že dovoljenje, da lahko sprejmemo 280 ljudi. Prav tako tudi dovoljenje v primeru slabega vremena, da se selimo v športno dvorano srednje šole v Slovenski Bistrici. Slovenca vabi, če se mu pit ne gabi, naj pride v gorco k nam, svo dobre volje tam. Naj pride v gorco k nam, svo dobre volje tam. Visoke so gorice in žlahtne so trtice, ki pri nas rastejo, nam mince dajejo. Ki pri nas rastejo, nam mince dajejo. V petek, 11. septembra, je v vojašnici Vincenca Repnika potekala slovesnost ob dnevu 670. logističnega polka. Slavnostni govornik je bil novi poveljnik logistične brigade, polkovnik Franjo Lipovec. Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja in plakete najboljšim vojakom in častnikom za njihove dosežke. Pripadnikom 670. polka se je za njihov trud in prizadevanje zahvalil tudi poveljnik vojašnice, podpolkovnik Franci Mogolič. Ponovno dobrodošli na slovesnost ob dnevu 670. logističnega polka. Spoštovani sodelavci, če komu, potem moram danes vam izreči zahvalo za vse, kar smo skupaj naredili v času od lanskega septembra, ko smo na tem mestu obeleževali naš dan. Bilo je veliko uspehov, tudi kakšen neomembe vreden spodrsljaj in kot veste, ob takih priložnostih nikoli ne naštevam ne enih, ne drugih. Z marsičem bi se lahko pohvalili, vendar so tisti, ki so bili deležni naše logistične podpore, to že opazili, na nadrejeno poveljstvo tako ali tako mesečno poročamo. Ker pa nas vse skupaj zaznamuje specifika današnjega časa, tako imenovani novi virus COVID-19, pa nedvomno moram izpostaviti, da smo predvsem zahvaljujoč vam, ki stojite pred menoj, z vso resnostjo in brez okužbe
izvedli vse naloge, ki smo jih opravljali prav z namenom preprečevanja širitve virusa COVID-19. No, prvo okužbo nam je prinesel dopustniški čas in nekoliko zrahljani ukrepi v celotni državi, ampak tudi to smo uspešno premagali, omejili in nimamo nobenih težav s tem. Vedno in ponovno občudujem vašo neomajno energijo za delo, nasmeh in dobro voljo, tudi ko zebe, tudi ko je vroče, strumnost in ponos ob velikih rezultatih. Hvala vam. Danes še posebej hvala našim kuharjem, ki imajo bolj delovni praznik, ampak vedo, da smo jim vsi neverjetno hvaležni, tako da je to gotovo nagrada tudi za njih. Da so rezultati dela izjemni, ne nazadnje dokazuje kar nekaj napredovanj v činih in podeljene medalje. Da delamo dobro, dokazuje tudi dejstvo, da prihodnji mesec na višje štabno šolanje pošiljamo 2 bodoča majorja, kar je glede na peščico izbrancev iz cele Slovenske vojske velik uspeh za naš šport. Na enoletnem šolanju na Hrvaškem je kot predstavnik Slovenske vojske naš polkovni podčastnik. Vedno bolj grizemo in se pripravljamo za prevzem tudi odgovornejših nalog z področja pogodbenega vzdrževanja naših materialnih sredstev. Vse s ciljem dviga operativnosti in odzivnosti polka, ki je eden od ključnih v Slovenski vojski. Prepričan sem, da se bomo naslednje leto lahko spet postrojili ob našem dnevu in s ponosom povedali, da naše mravljišče živi in dela kot dobro naoljen stroj. Današnji dan pa izkoristimo za kakšno sproščeno urico in pozabimo na nekaj težjih obveznosti, ki nas še čakajo. Hvala vam. Dogodka se je udeležil tudi župan občine Borovnica Bojan Čepela. V kulturnem delu so nastopili štajerski frajtonarji. Po uradnem delu so prisotni nadaljevali druženje na prostem pod Krošnjami. Od 14. do 18. septembra v Slovenski Bistrici poteka drugi festival Keramik Art.
Festival so organizirali v sklopu projekta Inspiracija čezmejnega programa Interreg VA Slovenija-Hrvaška. Osrednji dogodek festivala je bil v ponedeljek, ko so v Centru domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica odprli razstavo z imenom Keramika v Slovenski Bistrici. Gre za dela keramikov iz vse Slovenije, ki so povezani v Društvu keramikov in ločarjev. Svoja dela predstavljata tudi Stanka Janžič in Ljubica Zgonec-Zorko iz Slovenske Bistrice. Izziv za ustvarjalce je bila vedno aktualna tema dialog. Razstava bo na ogled do 30. septembra. Dogodek so s svojim nastopom popestrili učenci šole petja Orfeus. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 7. septembra do 14. septembra obravnavali 15 kaznivih dejanj. Od tega 2 kaznivi dejanji vloma, 2 kaznivi dejanji tatvine, 5 kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, 1 kaznivo dejanje zatajitve, 1 kaznivo dejanje grožnje, 2 kaznivi dejanji goljufije, 1 kaznivo dejanje ponarejanja listin in 1 kaznivo dejanje zlorabe informacijskega sistema. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je namerno poškodoval nadstrešek bankomata ter tako banko oškodoval za cirka 400 evrov. Cezlak. Neznani storilec je pri poskusu vloma v vikend poškodoval vhodna vrata zimskega vrta in pri tem povzročil za 200 evrov materialne škode. Čadramska vas. Neznani storilec je na gradbišču na delovnem stroju namerno prerezal več hidravličnih cevi in tako lastnika stroja oškodoval za cirka 4000 evrov. Pečke. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo ter odtujil gotovino in nakit. Lastnika je s tem oškodoval za približno 2000 evrov. Policisti so bili obveščeni o 8 prometnih nesrečah. V 5 primerih so odstopili od ogleda kraja nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila. V 3 primerih pa so nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so izvedli 3 ukrepe. 2 voznikova so začasno vzeli vozniško dovoljenje in jim izdali plačilni nalog. Zoper 1 voznika so podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Mariboru. Prav tako sta bila 2 voznikoma zaseženi osebni vozili, saj voznika nista imela veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 8 intervencij, od tega 4 na javnem kraju in 4 v zasebnih prostorih. V 5 primerih so kršiteljem izdali plačilni nalog, v 3 primerih pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. In to je tudi vse v tokratni redni tedenski oddaji TV Studia Bistrica. Pazite nase in dosledno upoštevajte zaščitne ukrepe vezane za širjenje virusa COVID-19. Pa srečno!